Prve trgatve so se začele že konec meseca avgusta. Takrat so z obiranjem grozdja začeli tudi v Radgonskih goricah. Glede na vremenske razmere bo letošnja letina podobna lanski. Kot vsako leto so vremenske razmere drugačne. Za vsaki letnik je nekaj specifičnega in tudi letošnje leto bi rekel, da je nekaj posebnega, kajti z hladno pomladjo, dosti padavinami, se dejansko rast rahlo zaustavila in kasneje seveda z toplotnimi udari naprej nadaljevala, tako da dohitevamo nekje lanski letnik, ampak vseeno zaustavljamo nekje za 12 dni. Moram povedati, da letošnji letnik, ne glede na to, da je bilo obilo padavin in toplote, kar se seveda trti godi, je bil dokaj težaven. Seveda tudi bolezni se rade razvijajo v takih razmerah in je trebalo kar paziti, se pravi, kar dosti je trebalo uporabljati znanja in seveda tretiranja v vinogradih. Povej vam morda to, na koliko dejansko hektarjih se razlegajo vinogradi Radgonskih goric? Ja, Radgonske gorice se razprostirajo na 500 hektarjih vinogradih, to je vse od Gornje Radgone pa dejansko do Vučje vasi. Povejmo morda to, trgatev, kot smo se prej pogovarjali, se je začela nekje 25. avgusta. Kako dolgo traja, koliko ljudi morda je potrebno, da se obere vse to? Ja, kot ste omenili, se trgatev dejansko začela, smo nekje že v sredini trgatve in bo trajala ta nekje 30 delovnih dni. Zato je potrebnih tam cirka 150 ljudi, da to vse poberemo. Pa še kaki stroj. Kako je nekako, prej sem omenila delavce, kako je dejansko s to delovno silo pri vas? Je dovolj, je primanjkuje? Ja, zaenkrat imamo srečo, da dejansko v Goricah obirajo grozdje samo domača delovna sila. Koliko grozdja nekako, koliko kilogramov grozdja letno poberejo in kako je morda tudi z samo prodajo oziroma odkupom tega grozdja? Ja, letošnje leti računamo tam nekje okrog 3,5 milijona kilogramov grozdja, kar je nekje 15 do 20% manj od lanskega leta. In tudi odkupa računamo nekje okrog 1,5 milijona kilogramov od naših pridnih kooperantov. Že vrsto let se z vinogradništvom ukvarja tudi Boštjar Protner iz okolice Maribora. Mi se profesionalno ukvarjamo 20 let. Zdaj, koliko je to pomembno, v bistvu, če pogledamo okoli, vidimo, da tako rekoč vse kmetije živimo izključno iz vinogradništva. In seveda eno je vinogradništvo, eno so pol dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Tako da za nas je recimo to zelo pomembno. Zdaj mi obdelujemo 13 hektarjev vinogradov, en del je obnovljenih, zdaj je nekaj novega, ampak tako v bistvu, da nekje pridelamo med 40 do 50 tisoč litrov vina letno. Kdaj se začenja pri vas trgatev? Ja, mi redno spremljamo sladkorne stopnje, tako da v bistvu zaenkrat še niso dovolj visoke, tako da mi bomo v petek začeli z sorto Rizvanec, ki imamo malo. Pol bomo za mlado vino, za pubeca, trgali muškatov tonel skupaj z nekaj rumenega muškata, ampak to je res zdaj na spodnji meji, to, kaj si želimo. Ampak glede na to, da mi nekje 18 dni rabimo, da vse potrgamo, je pač tak, da bi radi nekaj grozdja spravili v klet, zaradi tega, da če pride slučajno slabše vreme, da je panika manjša. Mi smo posadili 700 trt potomke najstarejše trte in seveda en del je tudi od potomk, tistih levo pa desno od najstarejše trte. Zdaj tak je, kdor pozna sorto žametna črnina, ve, da recimo iz nje bogatega rdečega vina ne moreš narediti. In pol je bil za nas to avtomatsko en izziv in smo najprej delali kar nekaj poskusov. Pol smo pa v bistvu sami zasadili in uporabljamo za osnovno vino za peneče vino. Kar pomeni, da v bistvu probamo združiti nekaj avtohtonega, to je v tem primeru žametna črnina, skupaj z globalno, bi rekel, najpomembnejšo sorto za roze peneče vino, to je modri pinot. Tako da v bistvu ravno z žametno črnino dodamo nekaj več sadnosti, nekaj več, bi rekel, enega takega svojstvenega okusa in mi smo zaenkrat, to že enih 5 let delamo, smo zelo zadovoljni s tem. Morda povejva za konec, če to, glede na to letos, maja so bile vremenske razmere dokaj neugodne, junija je potem bilo boljše, koliko to vpliva na letošnjo letino in kakšna bo letošnja letina? Ja, najprej, kaj sem zelo vesel, da je trgatev ni 1. septembra, ampak da bomo začeli tako rekoč 14. To se mi zdi zelo fajn, ker lani smo še sredi dopusta mogli fejst razmišljati, da bo že prejša pripravljena, da smo lahko v bistvu začeli s trgatvijo. Zdaj letošnji maj je bil zelo hladen, to je vse skupaj malo, bi rekel, premaknilo.
Polje je pa bilo, bi rekel, zahtevno leto glede škropljenja. Po drugi strani pa vsi mediji so nam napovedovali blazno sušo, ampak v bistvu mi smo imeli izjemno vročino, na koncu pa vedno vsakih teden ali pa vseh 10 dni pa dež in to obilne padavine. Na srečo pri nas brez toček, pomeni, da smo imeli samo dež in vidi se, da je tudi sredi poletja, v mesecu avgustu, je bilo vse okoli hiše zeleno, kar pomeni, da je v bistvu bilo dovolj padavin tudi za travo. Tako da zato je v bistvu bi rekel, jaz pričakujem zelo dober letnik, zdaj za super letnik. Je pač pomembno, da bi bila ta jesen, ki bi še mogla trajati vsaj 3 tedne, zelo lepa. Pomeni, mi v teh 3 tednih, če ne bi bilo kaplje dežja, se ne bomo nič pritoževali. Če prije kakšen dež, pa pol takoj zopet lepo, je zopet v redu. Predvsem pa, kaj se mi zdi letos, najbolj sem vesel, mi smo letos štartali z novim projektom, pomeni, mi obdelujemo 8 hektarjev ekološko, pomeni brez uporabe glifosata, brez herbicidov in škropljenje z minimalnimi dozami bakra in žvepla. In glede na to, da bomo imeli večjo trgatev kot lani, jaz mislim, da smo prav delali. Jaz ne bom rekel, da smo pametni, ker 3 leta rabiš, da dobiš certifikat za ekološko, kar pomeni, da če smo letos uspeli, še nam more enih parkrat uspeti, ampak ja, jaz mislim, da vidi se in grozdje zgleda zelo lepo in tudi zelo okusno. Mi smo nehali škropiti 25. julija, kar pomeni, da je zdaj v bistvu nobenih sledi več ni škropil gor, ker je bilo zadosti dežja takrat. Res je, da so mogoče vršički malenkost, bi rekel, z to pozno peranosporo, ampak okej, to ne vpliva na kvaliteto, tako da predvsem se mi zdi, da je najboljše, da dobimo čim bolj zdravo, čim manj obremenjeno grozdje. Prihodnji teden pa je na vrsti tudi obiranje grozdja najstarejše trte na svetu. Letos bo to nedelja 22. septembra ob 11. uri se bo vse skupaj začelo. To bo letos idealen čas za žametovko v našem okolju. Prireditev je zasnovana zelo na široko. Letos bo v znamenju 50-letnice pobratenja Maribora z mestom Marburg na Lani in tudi čast odrezati prvi grozd bo pripadla enemu iz delegacije gostov iz Marburgu. Kdo pa bo, pa se morajo sami odločiti. Povejva to, kakšna bo torej letos letina, vidimo, da je kar bogato. Letos je to, kar vidimo, nekaj po videzu najlepšega v zadnjih 10 letih. Namreč, pravim tako, pridelek je po količini nadpovprečen, plus tisto, kar je lani manjkalo do povprečnega pridelka. Res je, da bi moral recimo po cvetenju, ko se je dalo ugotoviti, da bo tega pridelka nekaj več, odstraniti del grozdja, ampak glede na to, da je bilo lansko leto manj od povprečja, smo nekako rekli, naj ostane to v domeni trte in naj se trta sama odloči, koliko bo. Res je nekoliko več založena, to pomeni, da bo tudi recimo sladkorna stopnja nekoliko nižja, ampak pridelek bo med boljšimi, mislim, da nad 50 kg na eno trto. Povejva morda tudi to, kako pomembno je nekako, da imamo Slovenci v svoji lasti najstarejšo trto in mogoče koliko je dejansko tudi v tem same simbolike. No, dejstvo, da imamo najstarejšo trto, je zanimivo. Zanimivo je tudi to, da največji dvomljivci v to, ali je to res, prihajajo iz Maribora. Tujina nam verjame. Eno najpogostejših vprašanj povprečnega Mariborčana pa je, kak ti veš, da je to najstarejša trta na svetu, kaj si vse trte na svetu pogledal? Ne, to je bilo dokazano že leta 1972, registrirano pri Mednarodnem uradu za trto in vino v Parizu, potrjeno leta 2004 v Guinnessovi knjigi rekordov in nenazadnje nam dejstvo, da je to najstarejša, doslej znana, žlahtna, še vedno rodna vinska trta, potrjujejo tudi tuji strokovnjaki. Ni pa rečeno, da morda nekdo nekoč ne bo izza Kavkaza, izza kakšnega grškega otoka prišel z znanstveno potrjenim podatkom, da je tam nekje kakšna trta starejša. Takrat pa bomo mi rekli, to je pa najstarejša žlahtna vinska trta v urbanem okolju. Te pa zanesljivo ni. Morda še to za konec, kakšno pa je delo konec koncev skrbnika te najstarejše vinske trte, kaj vse je potrebno storiti?
Tisto, kar je zaveza skrbnika, torej mestnega vidičarja, je to, da skozi leto od rezi do trgatve skrbi za trto, na dan trgatve pa jo preda gospodarju, to je vsakokratni mariborski župan. Župan da znak za trgatev in nenazadnje treba povedati, da tudi pridelek z najstarejše trte, ki ga kletarijo na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede, pripada županu in z njim razpolaga po svojem dobrem občutku kot s protokolarnim darilom. Včasih se ga posluži tudi predsednik republike in bil sem izjemno ponosen, ko je recimo predsednik republike češkemu predsedniku Zemanu ob predaji vina stekleničke najstarejše trte rekel: gospod predsednik, predajam vam nekaj najdragocenejšega, kar Slovenija premore. Takrat sem bil pa res ponosen. Mesec september bo zagotovo še vse do konca v znamenju trgatev.